Gospoda, zadnja LDGD specialka je bila pred skoraj 3 leti. Zakaj vaju vprašam? Ja, mislim, da nekdo mora prevzeti odgovornost, da ne rečem odstopiti, šefica. No, saj Andraža ni, ne, tako da Andraž Andraž se je prevzel. tovrstnim nalogam izogiba. Tako, to je treba Ga povedati. pa pozdravljamo, ne? Ja. Andraž. Tako, Andraž, živa. In seveda pozdravljamo komisarko Marto Kos. Smo zelo veseli in hvaležni za vaš čas. Vemo, da vsakič, ko pridete v Slovenijo, mora to biti kar skakanje od obveznosti do obveznosti, tako da hvala lepa vnaprej. Plan je, da vas preizprašamo, kolikor nam bo seveda čas dovoljeval, na temo prvo leto mandata mineva, širitev, prihodnost EU in pa seveda začeli ste tudi kot novinarka. Kaj menite na temo dezinformacij in populizma, ki jih je na temo katedre, ki jo vodite, ne malo. Pa mogoče, se pravi, dober dan. Ja, tako se spodobi, Lepo ne. pozdravljeni. Lepo, da sem del tega, te vaše čisto posebne oddaje in v bistvu sem se vedno želela, zdaj bo zvenelo tako, ne, ampak vedno sem si želela biti skupaj z enimi dvema mušketirjema in eno mušketirko, ki klepetajo na zelo visokem nivoju, v smislu s klepetom govorijo o zelo pomembnih zadevah, tako da mi je v veselje in čast. Ja, jaz, če dovolite, bi kar, kot rad reče Aljaž, grlom v jagode. Prvo leto mandata mineva. Kaj so lekcije? Kaj je the good, the bad and the ugly z lepo slovenščino? Najbolj to, da imam najboljšo službo na svetu. Zaradi tega, ker sem komisarka za širitev v času, ko širitev je prioriteta, ko se na tem področju dajo dosegati tudi rezultati in ko je svet okoli nas tako zelo zmešan, da se moramo ves čas prilagajati in iskati out of the box rešitve v času, ko boksa sploh več ni. In se mi zdi, da je to eden največjih izzivov. Poleg tega tudi to, ne, da širitev vidim v bistveno širšem pomenu ravno zaradi tega, ker skozi širitve odgovarjamo tudi na to, kar se okoli nas dogaja. Prvič rečimo, cel kup stvari je, ki so prvič. Prvič imamo državo kandidatko, ki je v vojni. Prvič imamo avtokratske režime, ki želijo, da ne samo kandidatkam, ampak tudi Evropski uniji spodleti. Prvič se angažiramo v dezinformacijski ali pa hibridni vojni in prvič je komisarka. Dovolite, bom preskočil, imam nižje zapisano to, ampak ste mi dali lepo iztočnico, ne. Vsi se spomnimo enega od vaših predhodnikov, Günterja Verheugens. On je bil takrat, bi rekel, iz slovenske optike je bil on kot nek vunbacitelj pred klubom, v katerega je spuščal samo nerazcapane in lepo oblečene. Vmes so se stvari do neke mere spremenile, tudi sami ste to omenili. Danes je do Evropske unije tudi v državah, ki funkcionirajo kot možne kandidatke, kar nekaj skepse. In zdaj mene zanima, kako vi vidite svojo pozicijo. Ste vi ta vunbaciteljka, da tako rečem, ali ste morda akviziterka Evropske unije, ki hodi okrog in prepričuje ljudi, da je to klub vreden vstopa, zaupanja in, bom rekel, sobivanja? Eden največjih komplimentov, ki sem jih dobila na mojih poteh po, jaz rečem kar mojih državah kandidatkah, je bil ta, da so mi rekli, da sem komisarka za upanje. Ne za upanje, ampak za upanje, ja. Da bodo lahko postali člani Evropske unije. Je pa velika razlika seveda, ne. Imamo Ukrajino in Moldavijo po eni strani, ki so ravno zaradi vojne v Ukrajini na zelo hitrih obratih glede širitvenega procesa in imamo potem države Zahodnega Balkana, ki jih jaz vidim kot veliko rano, pa lahko o tem spregovorim, veliko rano nesposobnosti Evropske unije v preteklosti jih vključiti v Evropsko unijo takrat, ko je bil čas primeren in ni bilo še negativnih čustev, zlasti v tem, kar ste zdaj vprašali, zakaj že tako dolgo čakamo. In se mi zdi, ne, da moja prednost, ko sem v državah Zahodnega Balkana, je ta, da me imajo za svojo,
velikokrat slišim, vi ste naša Slovenka. Nenazadnje znate jezik, ne? Zelo veliko pomaga, recimo v parlamentu v Bosni in Hercegovini sem govorila v bosanščini ali v jugoesperanto in smo se vsi razumeli, to zbližuje. Po drugi strani se pa sama zavedam, da ravno zaradi te nesrečne zgodbe, zakaj govorimo o nesrečni zgodbi? Evropska unija je bila v preteklosti velikokrat sposobna odreagirati na spremembe okoli nas na način, da se je širila. Recimo, po koncu diktatur v Španiji, Grčiji in na Portugalskem smo bili sposobni integrirati te 3 države z vidika zagotavljanja miru, blaginje, svobode. Ko je padel Berlinski zid, smo prvič med se vključili države, ki so bile prej komunistične, tudi našo Slovenijo. Ni pa nam uspelo, ko je Jugoslavija razpadla, razen Slovenije in pa Hrvaške leta 2013. Zato govorim o tej rani ali pa o nesposobnosti takrat Evropske unije. In ceno plačujemo danes. Cena je pa zlasti nevarnost tega območja. Si predstavljate, da bi vse države Zahodnega Balkana že bile članice Evropske unije. Danes bi se o varnosti ali nevarnosti EU-ja pogovarjali bistveno drugače. Ampak to nas v bistvu pripelje, ne, če zdaj potegnemo črto pod prvi sklop vprašanj, notranje politično, ali pa če lahko v kontekstu Slovenije sploh govorimo o geopolitiki, je bil portfelj širitve vedno nekako razumljen kot strateški interes Slovenije kot članice Evropske unije, kot vratarke tiste, ki bo pripeljala Zahodni Balkan, nekdanjo Jugoslavijo v Evropsko unijo. To je nekako zdaj doseženo, ne? Ampak z okoliščinami, kot ste jih opisali, se pravi, vsa ta the lack of the box, ne? To, kar ste rekli, a mogoče bi morali paziti, kaj si želimo v resnici? Zdaj me na nek način postavljate pod pritisk, ki ga čutim tudi sama. Ali sem kot Marta kos odgovornosti, da te države vendarle pripeljem v Evropsko unijo, kar moj cilj je. Če že ne vse, pa večino od njih. Meni bi bilo najljubše, če bi bile vse. Skratka, imenovanje Slovenke na ta položaj ni dovolj. Treba je znati spretno krmariti ne samo v odnosu do držav kandidatk, ampak zlasti, in to je, Nataša, se vračam k vašemu uvodnemu vprašanju, eno najpomembnejših spoznanj prvega leta mandata, da ni dovolj, da sem jaz odlična komisarka v odnosu do držav kandidat, ki jih vzpodbujam ali priganjam ali motiviram, temveč moram biti izjemno dobra koordinatorka do držav članic. Govorimo o 2 glavnih fazah širitvenega procesa. En je tehnični, ki je v moji odgovornosti, in tu smo lahko zelo uspešni in smo uspešni. Po drugi strani je pa del širitvenega procesa ima opravka s politično dinamiko v državah članicah. Tu pa nisem več veliki šef ali pa sploh nisem šef več. Ravno to, ne, okoliščine danes, okoli širitve so dosti bolj kompleksne. Ta linija že dolgo ni več jasna in ravna in z vsem spoštovanjem do kompetenc, ne, imate kdaj občutek, da so stvari na tem, da izmaknejo kontroli? Zaenkrat še ne, zaradi tega ravno iskati rešitev ali pa nekonvencionalnih rešitev. Recimo primer pogajanj z Ukrajino in pa z Moldavijo. Načeloma bi morali počakati na soglasje Madžarske, da bi lahko odprli že prvi sklop, recimo z Ukrajino. In namesto, da smo čakali, da bi dobili zeleno luč, smo se pripravljali še v vseh ostalih sklopih. Tako da smo recimo zdaj v fazi, ko bi lahko že odprli vseh 6 sklopov za obe državi. Potem smo rekli, ok, zdaj bomo čakali, ampak spet out of the box, zakaj bi morali čakati? Mi lahko delamo na tehničnem nivoju pogajanja s pogojem vključitve držav članic, in to se nam je zdaj zgodilo. In mogoče bomo prišli do konca širitvenih pogajanj na način, da bomo na en sam dan odprli vse sklope in zaprli vsa poglavja. Govorim o čem? Govorim o tem, da lahko mi
države kandidatke morajo delati reforme, da to lahko oni delajo in mi tehnični proces, tudi če pravno formalno nekaj še ni odprto, bo pa moralo biti in tudi formalno zaprto. Če bi me o tem vprašali decembra, ko sem začela mandat, ali bi možno, bi rekla, ne, ni možno. Je. Ko vas poslušam govoriti o tem, imam občutek, da je ena od vrlin, ki jo človek, ki jo komisarka ali pa komisar še posebej potrebuje na tem mestu v Evropski uniji, potrpežljivost. Pa me zanima, česa v Sloveniji recimo ne razumemo, ko gre za te širitvene procese, in če ste hkrati lahko tako dosti konkretni, kaj se je v tem zadnjem letu, ne vem, top 3 stvari, ki so se premaknile naprej. Hvala glede potrpežljivosti, tudi to je izjemno dobra šola zame. Toliko časa sem delala v gospodarstvu, kjer se stvari bistveno hitreje premikajo ali so manj zbirokratizirane. 2 člana moje ekipe imam, ki me vedno postavita na trdna tla, v smislu globoko vdihni, uči se, mi ti bomo pomagali in gremo naprej. Zelo pomembna ugotovitev je, da se širitev ne more zgoditi samo na relaciji Evropska komisija države kandidatke, ampak da moramo vključiti države članice in seveda tudi državljane, evropske državljane. Drugo pomembno spoznanje je tudi, da ne vem, kak je dober izraz za biti bold. Pogumen, Ali pa mogoče drzen, Pogum, včasih celo bolj predrzen. Freh. Hvala, V lepi bi rekli. slovenščini, ne? V lepi, ja, ti znaš nemško, freh. In se je obrestovalo. Recimo zlasti v odnosu do Srbije, kjer je prišlo do bistvenega preobrata, ko sem prvič javno povedala, v Beogradu imamo problem. Houston, we have a problem. In so se začele tudi znotraj Evropske komisije stvari spreminjati. In tretji pogled je, jaz še vedno verjamem, da ravno zaradi teh geopolitičnih sprememb, ki se dogajajo, bomo našli eno rešitev, za katero zdaj še nihče nima pojma, kakšna bo, ampak bo pa prišla. Zdaj pa ne reči, da sem zmešana ali da ne razumem stvari, ampak govorim iz izkušenj, ko je Evropska unija v preteklosti znala najti rešitve na skorajda nemogoče probleme. Kako imate zdaj, v enem obdobju je bilo kar precej problematizirano dejstvo, da ste se vi pogovarjali s srbskim predsednikom. Kako imate zdaj Srbijo, ali pa tudi osebno, če poveste z Vučićem, kako imate vzpostavljen odnos? Zagotovo vem, da me ne ljubi. Ampak saj nisem zato tam. Enega najboljših nasvetov sem dobila od ene od bivših komisark, ko sem jo vprašala, kaj je pomembnega pri njenem delu bilo, pa bi mi dala nasvet, je rekla, I'm too old to be popular. In se mi je zdel zelo dober nasvet. Večina napadov takrat so prihajali iz Slovenije. Res? Ja. Bistveno več kot recimo iz same Srbije. Vedno sem bila zagovornica dialoga. In če je nekdo predsednik države, tiste države, ki je moja država kandidatka, se z njim pogovarjam. Ne gre toliko za to, ali je sestanek ali ni sestanka, gre za vsebino tistega sestanka. In skozi vsebino tudi srečanj z njimi in potem z drugimi predstavniki srbske vlade smo vendarle prišli do tega, da bo Srbija morala spremeniti svoj odnos do evropske poti in tudi do Evropske unije. Mi smo bili stalno na tapeti, so nas kritizirali Evropsko unijo, recimo eden najhujših napadov ali dezinformacij je bil ta, da Evropska unija stoji za revolucijo v Srbiji. Skratka, da je interes Evropske unije, da Vučić in vlada Skratka, da ste v ozadju protestov in tako naprej, ki zdaj da trajajo že smo v dobro ozadju leto. v protestov. Moram priznati, da me je takrat to bolelo, zlasti, da v moji Sloveniji ni bilo razumevanja, da ni Evropska unija tista, ki postavlja srbskega predsednika ali odstavlja, ali postavlja srbsko vlado, ali odstavlja, ampak
da je to samo v rokah srbskega naroda. In če oni niso zadovoljni, naj na naslednjih volitvah poskrbijo, da bo drugače. Ampak to ni stvar Evropske unije. Pa to nas pripelje do tega, kar je Nataša najprej vprašala. A je Evropska unija projekt vrednot ali projekt barv na zemljevidu? Ne? Ker če je slednje, če res smo v obdobju geopolitike, potem si mislim, da je verjetno avtokrat, ki je naš v navednicah, boljši od neke demokratično izvoljene vlade, za katero morda ne vemo, a je naša ali ne. Zdaj, zelo svetohlinsko karikirano govorim, ampak si predstavljam, da so to tudi dileme, ki jih morda v koledžu komisarjev formalno ali pa neformalno obravnavate. Zelo zanimivo področje ste odprli, pa bi lahko zdaj naredili recimo primerjavo. Mi imamo zanimive države kandidatke. Gruzijo, ki nas je odpikala po domače, ki se noče pogovarjati z nami in so nam sporočili, da do leta 2028 so pogajanja prekinjena. Ne glede na to, da prebivalci dan za dnem še vedno protestirajo in vidimo ogromno evropskih zastav. Potem imamo Turčijo, ki je še vedno država kandidatka in od leta 2018 se ne pogovarjamo nič več z njimi, ali ne pogajamo. In potem imamo Srbijo, kjer vodstvo na deklarativni ravni izraža, da so proevropski, kjer tudi prebivalstvo pravi, da si želi v Evropo, ampak na njihovih protestih zelo redko, da vidimo evropsko zastavo. Recimo, te razlike so zelo zanimive. Ampak nazaj k vašemu vprašanju glede vrednot. Mislim, da je to tudi en nov element vseh prihodnjih širitev ali pa prve naslednje širitve. Mislim, da še nikoli pri prejšnjih širitvah ni bilo tako zelo pomembno, da ob nadaljnji širitvi Evropska unija misli tudi nase, ne le pretežno na države kandidatke. Mi se ne širimo zaradi tega, ker delamo uslugo državam kandidatkam in nismo nobena charity organization, ampak smo skupnost, ki temelji na vrednotah, ki temelji na blaginji, ki temelji na miru in ki temelji na svobodi. In ne moremo si privoščiti, da bi vzeli medse eno novo državo, ki bi nas naredila šibkejše, ampak je smisel širitve samo v tem, da bomo močnejši. In prvič, zdaj, ko bomo recimo začeli pripravljati pristopno pogodbo za Črno goro, to bo na nek način katalizator vseh prihodnjih širitvenih pogodb oziroma pristopnih pogodb. Mislim, da bo ta element bistveno bolj upoštevan. Kako skozi širitev ali pa kako narediti širitev, da bomo lahko obvarovali naše vrednote? V tem lovu bom uporabil iz študentskih časov vzporednico, v tem lovu na talente niste sami, Evropska unija ni sama. Enako počnejo Rusi, enako počnejo Kitajci, enako počnejo nenazadnje Američani. Po drugi strani je, verjetno nismo posebej pametni, če rečemo, ta specifična teža Evropske unije v svetu, globalno gledano, se zmanjšuje, je manjša. Zato me zanima, kako je biti komisarka, ki je zadolžena za to, da v klub privabi močne, odgovorne, uspešne in tako naprej države, s katerimi se bo klub okrepil, ne? Hkrati pa tega zanimanja, kot smo že prej omenili, pa tudi zdaj ste sami rekli, Gruzija in tako naprej, je vse manj, ne? Kako je? Tu se ne strinjam z vami, da je zanimanja vse manj. Jaz mislim, da je Evropska unija bolj privlačna, kot je bila, in da je k temu še posebej prispevalo vprašanje varnosti. Že res, da v nekaterih državah zanimanja ali pa je odstotek želje po članstvu v Evropski uniji nizek, v Srbiji 33%. Po drugi strani smo pa vedno tista skupnost, kjer nas najprej vprašajo, ali bi za nas naredili to, ali bi nam pomagali pri tem. In mislim, da je ravno ta privlačnost Evropske unije do naše neposredne okolice, drugič privlačnost 450 milijonskega trga, zaradi katerega še nikoli ni bilo
če rečem v takem jeziku, tolikšnega povpraševanja po sklepanju prostotrgovinskih sporazumov z nami. In tretji segment je tudi ta, kdo nam zagotavlja varnost. Ne pozabimo, pa smo v Sloveniji na to pozabili, ko smo se mi pogajali in postali člani, da je Evropa projekt miru, ne samo blaginje. Nikoli na ozemlju Evropske unije ni bilo vojne. Bila pa je v Evropi. Tudi pri nas v Sloveniji, pa potem še bistveno hujše na Hrvaškem, v Bosni in danes v Ukrajini. Pomeni, da danes, ko države želijo v Evropsko unijo, seveda želijo tudi na nek način biti v skupnosti, ki jim zagotavlja varnost, pa nismo primarno varnostna skupnost. In zaradi tega tudi mislim, da je glede na to, da pravijo, da Ukrajina ne bo mogla postati članica NATO, vsaj v doglednem času ne, lahko prav članstvo Ukrajine na nek način politična roka njihovih varnostnih garancij. Izvoli, ja. Samo še eno podvprašanje, ena insajderska. Kdo so vaši glavni sogovorniki v komisiji, ko načrtujete naslednje korake? Ob predsednici Evropske komisije, kdo še? Ob predsednici moj generalni direktorat, tam je okoli 1000 ljudi, a ne moj servis, brez katerih ne gre. Načeloma pa vsi generalni direktorati, zaradi tega, ker je širitev tako horizontalno urejena. Ko se pogovarjamo o energetskem sistemu, recimo samostojnem energetskem sistemu v Moldaviji ali v Ukrajini, se pogovarjam s komisarjem za energetiko in pa države članice. In recimo to je eno tistih spoznanj, kjer sem se jaz morala največ naučiti ali požreti, da nisem sama najpomembnejša šefica, ampak da so moj šef države članice. Jaz bom nadaljevala tam, kjer je Antiša spraševal, ne delim tvojega mnenja, kako Evropa ni privlačna, ker gneča pred vrati je precejšnja. 10 jih je zdaj, ki tako precej, ali pa 9, ki precej glasno trkajo, celoten Balkan, Moldavija, Ukrajina, Gruzija, Še na sever lahko gremo. Na sever, tako. Islandija, ne, recimo, pa kaj imamo še? Norveška. No, seveda Norveška. Grenlandija. Skratka. Kanada. Grenlandija. Skratka, kar nekaj jih je, ampak razlogi so različni. Zdaj, če poslušamo te, ki so na recimo balkanskem delu sveta, hočemo mir, stabilnost, poslovanje in tako dalje. Zdaj, kaj pa vi rečete skeptikom, ki jih pa ni malo, zaradi širitve, zakaj je to dobro? Zakaj je dobro za EU več članic? Ker smo sploh v zadnjih letih bili priča temu štopiranju, ker gre za najpomembnejše odločitve, se sprejemajo z 27 kljukic mora biti. Zakaj bo boljše za EU, če bo teh kljukic treba nabrati še več? Preden odgovorim na to vaše vprašanje, vse malo se ustavimo pri tem, zakaj so odstotki v nekaterih balkanskih državah nizki. Zaradi tega, ker so recimo v čakalnici že zelo dolgo časa. Veste, kolikokrat slišim iz Severne Makedonije, a veste, mi čakamo že od leta 2005. Pa ime države so spremenili, ne? Pa zdaj morajo ponovno spremeniti ustavo. Jaz rada povem, če bi Ukrajina čakala na začetek pogajanj tako dolgo, kot čaka Severna Makedonija, bi se najprej možno začeli z Ukrajino pogovarjati leta 2045. Nemogoče. Ampak veliko smo krivi tudi sami, a pa celotni sklop ne. Ljudje ostali, zdaj sem pa pozabila na ta, kaj ste me vprašali. Vprašanje, mislim, kaj rečete, zakaj rabimo več članic? Zakaj je to dobro za EU? Ja. V mojem mission letteru, to je v pismu, ki ga vsak komisar dobi in je za nas to-do list, kaj moram delati, piše, da moram poskrbeti kot komisarka za to, da bomo v državah članicah in v državah kandidatkah bolje komunicirali koristi širitve. In zdaj sta pri tem vprašanju, kje so koristi za države kandidatke in tudi za države članice. Mislim, da so koristi predvsem v tem, da lahko Evropa prvič v zgodovini postane združena Evropa, ne združene Evrope, ampak združena Evropa. Skratka, govorim o združevanju Evrope. Če nam uspe ta širitev, smo praktično zaključili in širitev več ne bo potrebna. Druga stvar, zagotavljanje miru.
pa lahko mi rečete, da sem zelo romantična ali pa zelo oddaljena, ampak verjamem v to, da samo, če bomo skupaj živeli, bomo lahko zagotavljali mir. Tretji razlog je super Evropa. Moj ideal je imeti super power Europe. Na zahodu, kje vas najbolj štopirajo? Koga morate najbolj prepričevati? A so Nemci, Francozi? A mislite od držav Od držav, članic? ja. Ja. Na različnih nivojih. Recimo Nizozemska je velika zagovornica vladavine prava in gleda zlasti iz tega zornega kota. In imajo prav. Potem imamo Madžarsko, ki se je odločila, da Ukrajina ne more postati članica Evropske unije, ne glede na to, da je ta ista država dala zeleno luč, ko smo Ukrajini dali status kandidatke pod istim predsednikom vlade, kot ga imajo tudi zdaj. Francija, ki je načeloma skeptična do širitve, bolj zaradi preteklih širitev kot zaradi trenutne. Pa načeloma, lahko bi rekla, je pa skupina tistih držav, ki želijo za Ukrajino en poseben status, zaradi tega, ker se bojijo, da bi Rusija prišla nazaj, govorim zlasti o baltskih državah. Nekdanji slovenski politik, zvezda Instagrama in model v oglasih Res ne za bi vedela, o pižamo. kom Ja, govorite. Ja. nepomembno, ampak nekoč je, še ko je bil aktiven na funkciji, razvijal tezo, da je prihodnost Evrope, da so to Združene države Evrope. Se nagibate v to smer ali mogoče govorimo o Evropi suverenih držav, Evropi regij? Skratka, katera od velikih besednih zvez vam je bliže? Mislim, da ni pomembno, v katero smer se nagiba Marta Kos, ampak kaj bodo države članice rekle, kaj želijo. Zaenkrat ne vidim nastavkov ali možnosti in tudi se ne pogovarjamo o tem, da bi šli v smer Združene države Evrope. Možno pa je, da bi se pa kdaj v prihodnosti to tudi zgodilo. Kar pa doživljamo recimo zdaj je, recimo obramba ali varnost ni skupna evropska politika, pa zdaj ugotavljamo, da brez sodelovanja na tem področju se ne bomo mogli primerno odzvati ali se osamosvojiti. In tu se mi zdi recimo zaradi teh geopolitičnih sprememb zanimivo, da lahko mogoče zdaj delamo na idealu Charlesa de Gaulleja, nekdanjega francoskega politika, ki si je želel suvereno Evropo, pa jih je vedno dobil po prstih. Danes pa vidim, da je vedno več možnosti. Ali ko govorimo recimo o ekonomskem področju, kako bomo bolj suvereni, kako bomo neodvisni, da bomo imeli dovolj surovin in tako naprej, tudi na vojaškem področju, na varnostnem področju. In ta ideal suverene ali neodvisne Evrope mi je zelo blizu. Gremo na naslednji sklop. Ali pa bom tak rahel prehod naredila na naslednji sklop, ki so dezinformacije, populizem, pa iz širitve naprej. Koliko je to, seveda po spletu širi vse možno, vemo, koliko je to še projekt širjenja vrednot EU, koliko pa pravzaprav geostrateško postavljanje proti Kitajski, proti vplivu ZDA, proti vplivu Rusije. Ti dve področji vidim zelo tesno povezani in sem vam hvaležna, Nataša, da ste načeli to temo. Namreč, če ne bomo znali odgovoriti na dezinformacije, ne vidim dobre prihodnosti za Evropo. Kot sem na začetku rekla, avtokrati ali pa avtokratski režimi pa njihovi proksi si želijo, da bi Evropa bila šibka ali pa da nas več ne bi bilo. In so pripravljeni za to investirati ogromno denarja, da nam spodrežejo temelje. Na kak način lahko mi preko komunikacij ali kot odgovor na hibridno vojno uveljavljamo svoje vrednote ali svojo demokracijo? Ko govorim o širitvi, se mi zdi pomembna tudi zaradi tega, ker je tesno povezana z branjenjem naše demokracije. Mi smo pred nekaj tedni smo
v Evropski komisiji sprejeli Democracy Shield, demokratični ščit. V angleščini se dosti bolj romantično sliši kot v slovenščini. Če bi me 15 let nazaj vprašali, ali Evropska unija potrebuje strategijo, s katero bo definirala, na kakšen način zaščititi našo demokracijo, bi rekla, dajte no. Demokracija je in je trdna. Ni. Zato, ker nas napadajo, ne samo od zunaj, ampak tudi od znotraj. In tu bomo morali zelo, zelo pomembne korake narediti, v povezavi tudi z bolj odpornimi mediji. Recimo, eno od najpomembnejših spoznanj parlamentarnih volitev v Moldaviji konec septembra je, da so svobodni in neodvisni mediji temelj nacionalne varnosti. Jaz pa govorim, da so svobodni in neodvisni mediji temelj Združene Evrope. Ne bomo mogli odreagirati na to, kar se okoli nas dogaja, če se tega ne lotimo bistveno bolj resno in sistematično. Kakšna je tukaj ali pa kakšna naj bo pozicija Evropske unije v relaciji, v odnosu do teh, bom uporabil izraz, bulijev, ki so zunaj, ne? Verjetno jih ni treba imenovati, ki najedajo te neke standarde, za katere se Evropska unija zavzema, ne? A je to zdaj neka pozicija, bi rekel, zategnjena, ki se pretežno brani in zagovarja svoj prav, ali bi se morala Evropska unija spustiti v ring, sleči majico, dati rokavice gor in gremo s podobnimi udarci nazaj? Jaz sem fajtarka in mi je všeč ta vaša prispodoba, ampak ne moremo stati v kotu. Mi smo stali v kotu, ko je recimo Združeno kraljestvo se odločilo, da bo šlo iz Evropske unije. Po načelu nevmešavanja si niti nismo upali reči, prosim, ostanite, radi vas imamo, zato ker smo mislili, da je to, zdaj sem pa povzdignila glas, pa ne vem, zakaj. Niste se To je reakcija na Antišo vedno. Komisarka, s paralelo iz Slovenije, niste se prijavili kot organizatorji kampanje takrat v času Brexita? Recimo, tako. Ali tudi v Gruziji se nismo popolnoma nič angažirali. In ko smo se zdaj prvič, in na to sem zelo ponosna, če bi zdaj morala naštevati uspehe, je to, da sem uspela znotraj Evropske komisije, da smo se angažirali tudi finančno in pomagali naši kandidatki Moldaviji. Ne gre drugače. Še enkrat, če hočemo ohraniti demokracijo znotraj Evropske unije, moramo to ohraniti tudi v naši najbližji okolici. Naša najbližja okolica so naši kandidati. To je ena od stvari, ki me najbolj skrbi tudi, ne. Zato mi že pripravljamo z mojim servisom na osnovi te strategije demokratičnega ščita in strategije za prvič v zgodovini imamo strategijo dela z nevladnimi organizacijami, ki jih vidimo kot pomemben steber demokracije. Mi zdaj pripravljamo akcijski načrt za države kandidatke, kako bomo pomagali njim, zaščititi demokracijo. Kako, recimo zdaj eno zelo pomembnih vprašanj, kako tudi znotraj članic zagotavljati sploh poštene volitve. A veste, če bi se prepustili in se ne bi fajtali, po vaše boksali, potem nas bodo zmleli. Recimo mi iz Moldavije vemo, da so na dan volitev tako napadali infrastrukturo za izvedbo volitev, da če ne bi bili mi na naši strani pripravljeni skupaj z nekaterimi drugimi zahodnimi zavezniki udariti nazaj, volitev sploh ne bi mogli izpeljati. Ko že omenjate zahodne zaveznike, a je največja med njimi še zaveznica? V določenih segmentih zagotovo. Ampak v tistih segmentih, kjer ugotavljamo, da ni več zaveznica, smo dobili pa lekcijo in se moramo postaviti na lastne noge. Mogoče jaz to jemljem tudi pozitivno. A veste, če gledamo nazaj, od druge svetovne vojne naprej so Združene države Amerike v Evropi nas učile demokracijo in zato tudi investirale ogromno denarja. 80%, ne?
So nekaj takšnega so imeli čez Ja. medije na nek način Ja. na to ogrobo. Recimo, veliko se pogovarjamo zdaj v Bruslju, kako pomagati Radio Free Europe, ki zagotovo od nastanka leta 1943, a ne, sredi Münchna, so opravljali zelo pomembno nalogo. In nekatere od teh nalog bomo morali zdaj prevzemati. Recimo, za vas verjetno zanimivo področje ali vprašanje trenutno je, ali bi bilo smiselno, da bi Evropska unija ustanovila svoj medij ali svoje medije? Ali se bolj splača, da investiramo v tiste medije, Da. ki širijo dober glas? Se mi je zdelo, Nataša, da A boste veste, tako nekoč smo odgovorili. imeli Ja. v tem prostoru smo imeli SZDL, ki je ustanavljala medije, pa partijo. Pa, ne? Socialistična zveza delovnega ljudstva je bil pojem sodelovanja na najširši možni. Ampak to verjetno mlajša generacija sploh več ne ve, kaj je s tem, se tudi strinjam. Ampak ravno v segmentu, a ne, ali zdaj mi podpiramo Radio Free Europe ali iščemo druge kanale. In moje stališče je, pa nisem komisarka za ta del, ne, to je podpredsednica Hena Virkonen, je, da je dobro, da Evropska unija nameni bistveno več denarja za svobodne medije oziroma za tiste programe, ki nam bodo pomagali širiti, če rečem romantično, glas v Evropi, v tiste države, kjer je to zanimivo tudi za nas. Rusija, Belorusija, Gruzija, Madžarska, Srbija, Slovenija. Prej ste omenili, da vas ne skrbijo samo države, ko gre za širjenje dezinformacij, ki niso del ali pa še del EU, ampak tudi EU. A je na tem seznamu tudi Slovenija? Čez 3 mesece imamo volitve. Ne vem. Samo svarim, da se mora Slovenija na to pripraviti. Namreč iz izkušenj v Moldaviji vemo, da so recimo isti računi, ki jih je uporabljala Rusija za Moldavijo, so se pojavili tudi na volitvah v Romuniji in na Poljskem, samo jezik so spremenili. Niti novih računov niso odpirali. Skratka, danes se da temu slediti. Pa še nekaj pomembnega smo se naučili tudi iz Moldavije, ne. Tu sem res vesela, da smo se angažirali, ne, mi imamo v angleščini Hybrid Rapid Response Team, ampak kjer so tudi strokovnjaki iz držav članic, ne. In recimo zdaj imamo že ekipo, ki se pripravlja, da bo pomagala tudi Armeniji. Armenija spada v moj portfelj in tam imajo naslednje leto volitve in tam je Rusija še bistveno bolj močna s svojim vplivom, kot je bila v Moldaviji, ne. Izkušnja iz Moldavije je tudi ta, da recimo v lanskem letu, ko je bil referendum za EU in predsedniške volitve, smo delovali predvsem na način debunkinga oziroma odgovarjanja na laži ali dezinformacije na drugi strani. Bistvena sprememba na letošnjih parlamentarnih volitvah pa je bila širjenje naših narativov. Skratka, ne obramba, ampak proaktivno. Ne samo obramba, ampak tudi naš. In tu se mi zdi, recimo, v teoriji je to povsem normalno. V praksi si pa potem toliko obremenjen, da odgovarjaš nazaj, in tu se mi zdi tak pomemben segment. Pomeni, nazaj k vprašanju za Slovenijo. Ali bo Slovenija pripravljena, zdaj govorimo, ne, saj Slovenija ne bo enotna, ampak ali bojo recimo prodemokratične, provrednostne, proliberalne sile pripravljene širiti tudi svoje narative ali bodo samo odgovarjale? Tle več vprašanj, ampak eno se mi še iz Brusla vleče, kjer sem bil v začetku novembra, tudi pri vas, ne, v okviru organizacije. V moji pisarni. Vaši In ste pisarni. videli mojo steno za širitev. Tako, ne, Transparentnost. ja, treba vse povedati, ne. Pahorjev semafor, ne, na to me spominja, ampak drugo vprašanje. Ojoj, ne. Ja. Ne, prosim, Moja ne. prva asociacija je bil tak semafor in sem se pač spomnil na ja. Ne vem, če vas bom še povabila v pisarno. Ne, ampak pustimo semafor. Vaša, kaj je to? Obsesija, navdušenje, zainteresiranost za Moldavijo. Vendarle ste
komisarka iz Slovenije. Vem, da ne zastopate slovenskih interesov, ampak če smo začeli z državnimi interesi, pa govori se, ne, da na neki neformalni ravni vsak komisar, vsaka komisarka vendarle mečkan svoje, rekel, interese svoje države v koledžu, sem pa tja zastopa. Ampak vi ste se pa zdaj zataknili za Moldavijo in imate o njej toliko veliko zapovedati. Zakaj? Prvič, ker je to sveži primer. In države kandidatke, kjer smo uspeli premagati Rusijo v hibridni vojni. Drugič, ker se je Evropska komisija prvič angažirala, pa smo premislili, da to vmešavanje v narekovajih ni primerno. Pa tretjič tudi zaradi tega, ker sem prepotovala Moldavijo po dolgem in počez, da smo tudi sami ugotavljali, v bistvu, ne bom rekla eksperiment, ampak ugotavljati, kateri so tisti prijemi, s pomočjo katerih lahko Evropsko unijo najbolj približamo prebivalcem naše države kandidatke. In v Moldaviji me zdaj poznajo tudi zaradi tega, ker sem recimo z enim od njihovih najvplivnejših, če ne najvplivnejšim influencerjem krmila njegove piščance in zajca. Ampak ni bilo v planu. Mi smo imeli v planu, eden od ruskih narativov je, da bo recimo države kandidatke izgubila identiteto. In mi smo debankali na ta način, da smo organizirali pojedino, kjer je mama od tega influencerja organizirala kosilo s samimi specialitetami iz Moldavije. Ampak ko sem prišla k njim domov na obisk, je ta Emilijan Kretso rekel, da pri njih je pa tako, da preden ješ, moraš tudi kaj delati. In mi je dal v roke krmo in smo krmili. In to je bil dan, ko je bil izvoljen nemški kancler Merz v drugem poskusu. In na moldavijski nacionalni televiziji, kaj mislite, kaj je bila prva novica? Marta Kos. Tako sem zdaj komisarka, ki krmi piščance in seveda, ki skozi to kaže ljubezen do Moldavcev. Ampak ste dali lepo iztočnico, pa me zanima, najpogostejše dezinformacije, ki jih morate debankati, kot pravite sami, ne? Kaj so tiste stvari, ki jih morate vsakič znova, kako se reče, ne zavračati, ampak ovreči, ne? Se pravi, jih dokazovati, da niso resnične. Obstaja nek seznam, rekel, stvari najpogostejših zavajanj, ki ste jim izpostavljeni? V kandidatkah ali na splošno? Oboje je pravilno. Med kandidatkami in tudi na splošno. Trije glavni sklopi laži ali dezinformacija, ne. Prva je ta, da, ko sem jo že omenila, da bodo države ali pa državljani izgubili svojo identiteto, ko bojo postali člani Evropske unije, skratka ne splača se iti tja. To opažamo zlasti v tistih državah, ki so nekoč bile pod vplivom Rusije. Drugi narativ je vojaške narave. Če boste šli po evropski poti, boste imeli vojno, kar je izjemno občutljivo področje in se ga moramo lotevati zelo previdno. Tudi v povezavi recimo s faktorjem stabilnosti ali nestabilnosti, ki ga Srbija kaže na Zahodnem Balkanu. In tretji sklop teh narativov je ekonomske narave. A si res želite sprejeti evropski denar, ker boste vedno od njih odvisni? Ampak recimo ni težko. Nas je recimo veliko časa stalo, da smo preštudirali te narative Rusije, se opravičujem, v Moldaviji, ki smo jih potem, primer, saj zdaj bo Armenija, pa še kakšna druga država, Srbija verjetno tudi. Mi smo samo narative obrnili na glavo, nič kaj drugega nam ni bilo treba narediti in potem širili svojo zgodbo. In tu se mi zdi, morali bomo pa v prihodnosti še en pomemben narativ, ta je pa zelo širše gledano, kot ste rekli, je, zakaj v Evropo? Evropa je šibka, Amerika je močnejša, Kitajska je močnejša.
zakaj si vi sploh želite v Evropo, ki bo itak propadla. S tem narativom se bomo morali, ali pa proti temu narativu boriti. To sem nas smiselno odpeljati, zdaj, ko imamo še točko razno, ki bo najtežja, pa jo šparamo za konec, še točka prihodnost EU. Preden ste prišli tu na pogovor, ste sodelovali na konferenci, ki jo med drugim organizira združenje, ki ste ga vi pomagali ustanoviti, Ona ve. Razpravlja se in delate zelo pomembne stvari v smeri večje slišanosti ali pa sploh slišanosti ženskih glasov, ko gre za odločanje o skupnih zadevah. Se pravi, res se intenzivno dela na tem, da bi se ženske pogosteje vključevalo, vabilo na omizja in tako dalje. Po drugi strani pa, ko to naredijo, ženske so sploh na spletu deležne še nekajkrat hujšega tepeškanja in se seveda da razumeti, da marsikatero to ustavi. Zdaj, ta prehod od dezinformacij na prihodnost, kaj mogoče vi delate poleg tega, zdaj vem, da niste več aktivno v Ona ve, ampak kako to razlagate, kako iščete rešitve za ta vprašanja? Sami ste to že tudi v preteklosti delali in ko ste spremljali pojavnost ali pa prisotnost žensk v medijih in veste, da živimo v času, ko bi nas avtokrati ne marajo močnih žensk. In avtokrati se lotijo svobodnih medijev, lotijo se nevladnih organizacij in ženske jim gremo na živce. In mislim, da se to dogajanje, da avtokratom ženske gremo na živce, odraža tudi v tem. Kako jih lahko čim bolj onemogočimo in jih spravimo tja, kamor spadajo. Ta znameniti Drei-K. Ja. Kirche, Küche, Kinder. In se mi zdi, pišemo vendarle leto 2025 in se to dogaja. Ta retradicionalizacija družbe se dogaja tudi v povezavi z vzponom avtokratov. In tu se mi zdi, da saj veste, kaj vse smo poskušali in recimo smo dosegli 1% premik v 2 letih v pojavnosti žensk. Ali sklenili smo sporazum z nacionalno radio, še takrat v mojih časih, nacionalno radio in televizijo, da naj vendarle pazijo, da povsod se ne da recimo informativnih oddaj, ampak TV intervju, tam bi lahko mirno poskrbeli, pa tudi ne funkcionira. Z moje pozicije, kaj lahko naredim, kamorkoli grem, ali so to države članice ali kandidatke, imam vedno tudi srečanja, jaz to imenujem srečanja s Powerful Women, kjer moška prisotnost ni zaželena oziroma je nemogoča, kar pomeni tudi, če imamo v tisti državi veleposlanika, ne sme biti prisoten, in na ta način širim neformalno mrežo, zato da bomo enkrat res prevzela oblast. To je po SZDL zdaj bilo rečeno. Je rekla komisarka v komisiji, ki ima predsednico, v komisiji, ki ima visoko predstavnico za skupno zunanjo in varnostno politiko, organizacije, ki ima predsednico centralne banke, iz države, ki ima predsednico in ima predsednico državnega zbora. In zunanjo ministrico. In zunanjo ministrico, hvala. Saj nekaj pa je vendarle morda bilo narejeno. Hvala, da ste opazili, res. Ja, je bilo narejeno, ampak konstantno je treba delati na tem. Recimo, jaz govorim o naravnem redu, po katerem imate vi moški, karkoli delate ali pa nič vam ni treba delati, pa boste vedno imeli prednost. Zaradi patriarhalnih vzorcev, ki se obnavljajo sami po sebi, in njega ne bodo, zdaj kažem, njega ne bodo kritizirali, ker je lepo urejen in pride na televizijo, ne more imeti prevelikega dekolteja, ne more biti skuštran. Če bo imel sive lase, bo samo še bolj šarmanten, midve bova imeli zelo hitro prevelik. Moram prav biti pozorna na tega medvedka, če dobro stoji. Ali, ne vem, ima gube. Logično, kako jih ne bi imeli, pri najini starosti. To je eden od pomembnih razlogov, zakaj ženske nočejo v politiko. Darile? Ja, knjiga. Ta knjiga je, danes pride ta gospa iz Bruslja sem
Jaz sem to prvič prebrala v angleščini, skratka 10 pasti moči, vodnik za preživetje žensk, v oklepaju, in moških v politiki. Danes popoldne pride, je krasna gospa, ki je delala za nekdanjega predsednika vlade Belgije in daje konkretne nasvete, ne, kako ženska v politiki lažje ali pa sploh preživi. Se ne motim, se piše kot eden od predsednikov Evropske komisije, ne? Van den Broek. Ja. Dober spomin. Hans van Ja. den Hans van, je bil dober, predsednik komisije? dober spomin. Mislim, da je bil predsednik komisije. Ni Te bova fact checkali. Ja, Bil bil pa je nek neki zunanji minister. evropski Ja, faktor je bil. super, Ja. Fact checking. Ja. fact check. Ampak namreč razlog, da sem to vprašal, ne, na tak poniglov način, je bilo v bistvu ravno to, ker se mi zdi, da grejo enake pravice in koncept liberalizma, sploh evropskega liberalizma, z roko v roki, ravno z tega vidika, ne, da to ni stvar, ki jo enkrat narediš in potem zavedno je, ali pa, če hočemo, evropski mir. Ne. Spet ista zgodba. Ne. In me zanima tako, z vašega vidika, kako zelo se te stvari prepletajo, koliko vam recimo vaša aktivnost v Ona ve pomaga pri razumevanju dinamike evropske širitve oziroma koliko je popularna, koliko ni popularna. Ne. Z vidika mojih nekdanjih aktivnosti v Ona ve in pa ko jih spremljam zdaj, recimo Ona ve je specializirana na zelo ozek segment enakosti spolov, ki je ta, da se borimo za večjo prisotnost žensk v medijih, zato ker vas je tam 3/4 moških in dobivamo komentarje, informacije o tem, kaj se dogaja v Sloveniji in v svetu, pretežno skozi moška očala in ni pravično. Že s tem, da sem komisarka, mi je velikokrat lažje govoriti o tem. Sem bolj kredibilna, kot če bi o tem govoril moški. Lahko govorim tudi iz lastnih izkušenj. Pomaga mi tudi to, da sem bila nekoč novinarka in sama vem, da mi nihče, nobeden od mojih šefov, ko sem delala v novinarstvu, ni rekel, da bi morala paziti na spolno uravnoteženost v medijih, takrat itak še ne. In se mi zdi, da lahko, recimo že s tem, ko se srečujem s powerful ženskami, veliko naredimo na tem področju, da je sploh se zavedamo, ne, da je to vsebina, ki jo lahko pokriva komisar ali komisarka, ne glede na področje. Se popravim, Hans van den Broek je bil, sem preveril na telefonu, je bil evropski komisar, ne pa Komisar, predsednik Evropske komisije. Ne, super, dezinformacija. ne. Ja, tako je. To je Sam to- sebe je debankal. To je bilo vse plansko. Ampak To so dve- se, dej, boš ti, Antiša, Hansa dal Prošnja za ven. popravek. Tako kot Mihael Odlično. Binšek, en sam sebi repliciral. ne. Tako, ja. Ko govorimo o prihodnosti EU, po vašem mnenju, kaj bo najbolj zaznamovalo v prihodnjih letih? Recimo, zdaj proti koncu leta delamo neke inventure in plane za naprej. Kaj vidite, kam bo šlo? Imeli bomo več članic, Okay. močnejši bomo, ne bo enostavno, bo pa lepše, zaradi tega, ker, zdaj sem zelo romantična, zaradi tega, ker bomo morali iti skozi poseben proces usklajevanja znotraj Evropske unije, pa predvsem jaz verjamem, da na dolgi rok avtokrati znotraj Evropske unije ne morejo preživeti. Izven verjetno bodo bistveno lažje, ampak znotraj Evropske unije pa ne morejo. Zmanjkalo jim bo sape, zmanjkalo jim bo hrane in potem bo drugače. To je pa kar optimistična in pogumna izjava, bi si upal trditi. Glede na to, kaj se dogaja tudi v okolici Evropske unije, ki je hrana. To dogajanje je neke vrste hrana za točno ljudi, za katere pravite, da ne bodo preživeli. In zato se vračam k mojemu začetku, ko sem rekla, da je širitev bistveno več kot zgolj širitev, ker ima opravka z vsem tem, ker ima opravka, ali bomo sposobni ubraniti demokracijo, naše vrednote. A veste, ko vidimo, da padajo bombe na čolne, ki morda ja ali morda ne prevažajo mamila, in se to dogaja brez kakršnega koli sodnega postopka, in ko si nekdo jemlje pravico, da v imenu samo sebe odloča, kaj je prav in kaj narobe. Ta svet lahko samo gre v pogubo. In mislim, da lahko Evropa to prepreči. A bo dobil Nobelovo nagrado za mir?
Ja, verjetno. Ne, to ni bilo zajedljivo vprašanje, to ga zelo zanima, to si Ja. zelo želi. Ja. Če bo končal vojno v Ukrajini, naj jo dobi. Ja, vprašanje je tudi, pod kakšnimi pogoji bo končano, glede na razvoj dogodkov. Ja, nič, december, komisarka Točka razno, Marta, točka razno. recimo prehod, točka razno, komisarka Marta Kos bo za praznike, seveda moramo vedeti, kje boste za nov let, a ste kaj kupovali, božična darila, padate na to, kupujete doživetja. Božična darila že vsaj imam, zaradi tega, ker jih vsako leto začnem kupovati januarja. Pridno poslušam, ko kdo kaj reče, da mu je všeč, ali kaj pa on bi, ali kaj bi imel, ali kako knjigo, ki je še ni prebral. Tako da to je že opravljeno. Za božič bom dežurala, letos me je doletela ta sreča, da bom lahko božične praznike do 27. decembra na dežurstvu v Evropski komisiji. To pomeni kaj, da ste vi acting predsednica Evropske komisije? ali kako? Da podpisujem papirje, karkoli je. Dobro, da vemo, treba. če bo kaj Smo za že pri tem, a podpisati. ima Evropska komisija designated survivorja? Kadar ni mačke, kadar ni šefice doma, je Tereza Ribeira, podpredsednica, tista, ki vodi kolidže. Tudi mogoče bom celo v tem času, ko bom dežurala, pekla piškote. V tem času se bom preselila v Bruslju, zaradi tega, ker imam preveliko stanovanje, glede na to, da v njem zelo malo časa preživim in je brez veze, da je tako veliko stanovanje. Božično večerjo z družino imam pa kaj danes petek. V soboto zvečer tukaj v Sloveniji, ker ko sem mojima bratoma rekla, da vsako leto je eden na vrsti, da organizira, ne, božično za malo, letos sem jaz. In sem rekla, super, boste vsi prišli v Bruselj in bomo tam praznovali. In sta nergala? Ne, Sploh ne. samo pogledala sta me. Skratka, nikogar ne bo v Bruselj. In je edini način, da jaz tukaj organiziram. Jaz bi Ja, še eno vprašanje, ki ga morda ne boste veseli, ampak vseeno mislim, da je prav, da ga postavimo. Zdaj, ko gledate nazaj, omenili ste v začetku, da imate najboljšo službo na svetu. Če bi lahko obrnili, ste veseli, da je tako, kot je, ali bi vendarle raje, da bi se predsedniška zgodba končala drugače? Sem dosti rajši komisarka. Še na to temo, do nekega zbližanja s predsednikom vlade je prišlo. Mogoče sta si zdaj celo bližja, kot si on z aktualno predsednico, ne? Me zanima, kako je ta proces potekal? Zelo konkretno, kdo je naredil prvi korak? Halo Marta, a bi bila ti komisarka? On. On vas je poklical in rekel, Pa res ni bilo enostavno reči, ja. se pravi, prvi korak je bil njegov. Mislim, kako bi pa bil prvi korak z moje strani? Da bi jaz njega Ne mislim tega, kakšnega emisarja pošle, recimo, ne? Ne, on sam s tem, da mi je bilo seveda jasno, da sem rezerva bila. Zato iz več razlogov moj ja ni bil enostaven. Jaz sem prišla not kot rezerva. Kot princ Harry. Ja, ni slabo, no, biti On je rezerva. izdal knjigo z naslovom Rezerva, zato sem se spomnil. Zdaj moram izvesti neimenovanega slovenskega novinarja in vprašati, kako se kaj razumete s predsednico. Našo. Predsednico komisije ali Tu je trik, ne. slovenske? Ja. Ampak ne, v bistvu moje osnovno vprašanje je, kakšen je vaš odnos z Ursula von der Leyen, ker v končni fazi, ne glede na to, da sta načeloma na istem timu, prihajate iz različnih evropskih strankarskih družin. To drži, ampak ne igra nobene vloge. Za predsednico je širitev tako pomembna, kot je tudi zame. Mogoče o njej ne govori tako navdušeno, ali kako ste že prej rekli, en izraz ste uporabili, pa se nisem si Entuziastik, ne. Iz velike... Ja, zelo dobro sodelujejo, zelo jo zanimajo moji nadaljnji koraki, recimo zlasti na Zahodnem Balkanu. Glede Moldavije, ko sem prvič omenila, da bi se Evropska komisija angažirala, mi je dala proste roke, a ne. Tako da sem vesela, pa velika zagovornica enakosti spolov je.
to naju tudi povezuje. Ta komunikacija je, če še en pogled v ozadje, je stalna, je dnevna, je tedenska, je telefoni, SMS-i, maili, Vse to, kar ste formalno, našteli, neformalno. po potrebi. Po potrebi je v živo, pa tudi na druge načine, ko je treba kaj hitro narediti, a ne. In v nemščini, gospod Korljan. Vem, Aha, ker da, to je- Antiša, zdaj, ko si SMS pa VDL omenil, a veš, A? to, ne vem, če gre to čisto skupaj, ne? Ne, Zdaj sem telefonska zloben. sporočila. Ne. Ja, ne, saj, ampak ne bereš ti evropskega tiska, vidim. Ja, Ursula von der Leyen vsake to časa, kakšno čorbo pade z zbrisanimi SMS-i. Ker ste že omenili, no, vendarle, zdaj pa še, kaj pa z drugo predsednico, z Natašo Pirc Musar? Tudi z Natašo Pirc Musar, v bistvu jo moram v teh dneh, ne, danes jo vidim na okrogli mizi popoldne, zaradi tega, ker ko sva se prvič srečali, jaz kot komisarka, ona kot predsednica, sem rekla, da bom 6-krat na leto, skratka vsak drug mesec v Sloveniji, in je rekla, ne vem, če ti bo uspelo, a ne, tako da danes jo bom spomnila, da zdaj sem 6. No, letos preden v gremo na Sloveniji. izmenjavo daril, kar se spodobi, ne, ker je pač čas obdarovanja, sem še eno vprašanje imela, ki pa se zdaj nekje po tej sobi Lega. Ne, našla. Pač delovali ste v slovenski politiki na nek način, ne, Ljubljana, Slovenija, zdaj ste pa Bruselj pa svet. Kaj je to, kaj je drugače? Svet je, mislim, A je bistveno bolj prijazno? pestro je. Pestro je, ni črno-belo, zelo barvito je, zelo bolj proste roke imam. Manj me presojajo po tem, kako se pišem, ampak in več po tem, kaj naredim, in nihče se ne prestraši, ko zasliši kos. Ali pa v drugo smer. Ko spremljamo slovensko politiko, potem recimo morda tudi naivno, ne, pa boste debunkali ali pa tudi ne to, ne, ki se spreminja v zmeri večjo mlakužo, se opravičujem, ampak tako pač je, ne, kar mi komentiramo tudi v podcastu. Obstaja neka ideja, da morda je pa v tujini bolje, bolj transparentno, manj tovariško, Bolj profi. bolj profesionalno, bolj meritokratsko in tako naprej in tako naprej. Zdaj pa, iluzija ali resničnost? Znotraj Evropske komisije res marsikaj od tega, kar ste rekli, drži. In to vedno znova ugotavljam, ko dobivam kakšne klice ali e-maile iz Slovenije, ko bi radi kakšno službo ali sestanek, da bi komisarka reševala probleme. Dajmo zrihtati to. Ja. Zdaj si pri koritu. In Daj. Ja. dajmo zrihtati, ali pa saj to ti lahko. To se mi zdi, da je v Sloveniji še vedno tako zelo razširjeno in v Bruslju res ne pride v poštev, ampak vmes sem jaz živela še v Švici, ki je tudi pomembno, ne. Čeprav zdaj, odkar so bili pri Trumpu, a ne, tudi moje mnenje o Švici relativiziram, tudi, ampak ja, Slovenija v tem smislu je majhna in težko se je izogniti temu, da ti nekdo pač ne bi rekel, a to ali onega poznaš, ali naredi to, a ne. In eden težjih korakov, da sem postala komisarka, je bilo prav, a ne, moje poročilo o možnosti konfliktnih interesov, ki gre skozi posebno komisijo Evropskega parlamenta, kjer praktično moraš razgaliti vse o sebi, pa o partnerju, tudi v smislu premoženja, vpliva, pozicij. Ampak to se mi zdi tam, da je nekaj najbolj samoumevnega. In kljub tem varovalkam in gostemu situ se zgodi Mogherini. Ja. Nima opravka, a veste, korupcija ni samo, če komu daš denar ali ga sprejmeš, korupcija tudi, da nekomu nekaj daš v zameno za to, da bo nekaj zate rekel ali naredil, a ne. In to bi bila tema za en poseben podcast, a ne. Boj proti korupciji je rdeča nit procesa vključevanja kandidatk v Evropsko unijo. Imamo Ukrajino, imamo Albanijo, imamo Črno goro, imamo Srbijo.
pa imamo tudi seveda evropske države. Meni se zdi, a ne, da je včasih tako zelo enostavno bi bilo, če bi se vsi ljudje držali pravil. Ali pa saj niti ne rabimo pravil. Saj veste, vseh teh pravil ne bi potrebovali, če bi vsi bili pošteni. In včasih se mi zdi, da smo bili v prejšnjem sistemu bolj pošteni. Ali pa da smo bolj vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. Korupcija za vse, ne? Zdaj, Jaz bi mogoče sam za konec, da zaključimo na rahlo intelektualistični noti. no, da te slišim. A Slovenija, slovenska politika, narod, razume Evropsko unijo tako, kot jo danes razumete vi? A jo razume kot tako, za kar je bila ustanovljena, ali je v bistvu zgolj samo klub vez in poznanstev in kako ta zdaj razume? Res eno posebno vprašanje na enem posebnem nivoju. Mislim, da so razlike v dojemanju Evropske unije, ne samo v smislu zvez in poznanstev, ampak tudi, kaj Evropska unija je. Na primer, ugotavljamo, da je občutek, kaj je varno ali nevarno danes, v Sloveniji popolnoma drugačen kot pa v marsikateri drugi državi. Recimo, 80% Slovencev pričakuje od Evropske unije, da skrbi za varnost evropskih državljanov. Ko pa postavimo vprašanje, ali ste potem tudi za to, da se poveča oboroževanje ali pa več vlaga v oboroževanje ali pa v varnost, pa ta odstotek pade za 30%. Se mi zdi, da Slovenija vendarle živi v enem mehurčku, dobrem mehurčku. Mislim, da nam gre v Sloveniji dobro. In da se velikokrat ne zavedamo, da svet okoli nas je pa tudi drugačen. Da v Ukrajini lahko tudi noči preživiš zelo pogosto v zakloniščih, da imajo otroci šolo v zakloniščih in tako naprej. Se mi zdi, da nam res gre dobro, da nismo nikoli, celo ko smo šli iz Jugoslavije in smo izgubili 70% trga čez noč, se mi zdi, da nam nikoli ni šlo posebej slabo. Ne, res nam ni. Na Metini listi se lahko pohvalimo, recimo, izrabljam priložnost, da rečem, gospa komisarka, hvala lepa za vaš čas. Zelo prijetno je bilo klepetati in izvedeti še malo več iz zaodrja ali pa zakulisja tudi EU, ne, in ker je čas obdarovanja, te bom, Antiša, tebe prosila, no, ker si bližje, pa brez zamere ponavadi bila rečemo. pridna torej? Miklavž danes sodi. Absolutno. Zobne. Tukaj so ene, to se slovensko sicer reče nogavice, ampak vam oprostimo. Korošica sem, mislim, Saj zdaj vem, saj prihaja zato moja. pa ne. In to je slogan, pod katerim delujemo in računam, da bo Pa glih se... bele. To je zdaj zdaj sem moderno. A to je to moderno. To je zdaj nova črna. Bela in nova črna. Mislim, zdaj, Ja. Lojze Peterle ali kdo, mislim, ne vem zdaj. To, Ja, nič. Bo treba, ne? mislim, to zdaj, mislim, No, a imamo če še... sprašujete, kaj bo zaokrožilo, tako kot so tiste koze in to, pa smo, ne. Evo, Mislim, mi nismo Ampak to je influencerji, ampak... To je tako, zdaj smo v prisotnosti prave influencerke. Zdaj, ne? Mislim, to- Zarka, zeblo vas ne bo. Ja. ne vem, če bom spravila še zdaj čevelj nazaj. Ja. Boste. Iz No, prve evo. noge garantiram, da so udobne. Ne? To, evo moje fuzbalerske noge, tukaj zdaj moram dvigniti tako. Tako da, Evo, lej, odlično se. Ja, Evo, na čudno. kameri se bo super videlo. Tako da, gospa komisarka, Hvala hvala lepa. lepa. Komisarka, Hvala za vaš se pridružuje vas, Aljažem, Ja. upam reči. Z velikim veseljem. Natašini zahvali. Nadaljujte to delo, to so moje želje za vas. Hvala lepa. Za novo leto, predvsem pa, ja, toliko je še vsebin. Pa tako fajn je delati na prihodnosti, pa saj jo vi tudi oblikujete, a ne. Sama prihajam iz medijev in brez vas v bistvu ni demokracije. Vemo. Drži? Takole, fact checkano. Hvala lepa. Hvala lepa še Srečno. enkrat, pa brez zamere. ne. Veselje. Brez zamere.
Povej. Nova finta v LDGD special, ampak res me zanima, kakšne se vam je zdela. Komisarka? Ja, kakšen se vam je zdel tako pogovor, koliko se vam je zdela iskrena? Jaz, po mojem, bi zdaj kakšen bolj zategnen šef komunikacijskega oddelka že imel začetek anevrizma ali pa kaj takega. Misliš, da je preveč povedala? Pa tako, no. Ali pa vsaj Kar konkretno. način pa to, sploh tole, okoli ZDA pa tako dalje, se mi zdi, zdaj, ali je prišlo do premika kvalitativnega, ali pa bojo telefoni pel. Se mi zdi zelo prepričana Evropejka, no, to je pač treba reči, ne. Tukaj ni se od skepse. Ona je zelo prepričana v to, kar zagovarja, in to počne energično, prepričljivo in tudi na, bi rekel, en simpatičen način, simpatičen v smislu, da je mečkan je nekonvencionalen, no, tako bom rekel. Ne. A veš, ipak izhaja iz neke medijske zgodbe oziroma je delovala kot novinarka, seveda. tako da ta del se ji zelo vidi, da zna nastopati, da ve tudi, kako biti zanimiva. Mislim pa, ko praviš, da je tako zelo prepričana Evropejka, jaz je ne vidim, da to dela, ker pač je v taki službi, da pričakuješ oziroma morajo, ne, ampak je videti, da je zelo, da ni od lani decembra, ko je štartala to pozicijo, no, ampak da je to ona. Pa se ona je že prej Sej, delala. Ona sej je bila ambasadorka dvakrat, je bila Tako. dopisnica iz tujine. Ne nazadnje je bila na gospodarski zbornici, mislim, da je direktorica za mednarodno sodelovanje ali nekaj podobnega. Nekaj, ne. ja. Tako da ta mednarodni vidik njenega delovanja se v bistvu vleče zdaj skozi že 30 let, tako da seveda jo je to oblikovalo, ne. Me pa tako, skozi me je malo preveval strah, ne, ali pa veš to, kaj če ne rata, kaj če je to the last best chance we have, da celoten ta projekt in širitve in, bom rekel, slovenskega, zdaj po slovenščino, punching above our weight, ker če to ne rata, če Marti Kos ne rata, če je širitev propada, veš, Mislim, če Marti Kos ne rata, zdaj bo pa ona na Mislim, podlagi saj to, ja. 30-40-letno podlago da nosila, ne vem, stolpnico na svojih Ne, ramenih. Če njej ne rata, ne bo, ne, da njej ne bo ratalo. Komisiji Saj ne bo. komisiji, Ja, no, no, ampak vsem. hočem reči, a veš, a je fair, da toliko visi na njej? Pa se ne visi na njej, A se se ti od ne nje zdi, se jaz sem sama. pa dobil občutek, da, a veš, kaj je rekla, Zato, ker se je z njo pogovarjal, veš, zato, To ne. seveda, pa Če ko bi smo se jo direkt pogovarjal sprašvali s o tem. komisarjem za industrijo, s komisarjem bi za pa finance, Po mojem s tudi. s komisarjem za, ne vem, Mislim, pa vse obrambo, zato je ne. bila tukaj, ne, da se pogovorimo, kaj ona dela, kaj delajo. Ne. Že, Seveda ona dela. ampak veš, meni se zdi, mislim, tako ni take away, ki ga imam sploh, ne sem zaradi našega današnjega pogovora, ampak sicer to, a veš, kaj ona reče prav, da mora širitev prodajati tudi znotraj EU. To je novo v tej dinamiki, ker prej širitev ali je bila, pa smo bili vsi za, ali pa jo ni bilo, sploh, in je bila off the table, ne. Zdaj mora pa ona je v bistvu PR tudi znotraj EU za širitev, v končni fazi v imenu kandidatk. Mislim, koliko je, 11-12 let, kar je bila Hrvaška, to je zadnja država, ki je članica EU Ja, postala. Ne? je dva, Kar ja. nekaj časa. Ja. Mislim, ja, je dva, pa prej, a veš, tisti velik, oziroma 3 so bile pol, še po tistem, ko je bila Slovenija. Pa kar je bilo meni tudi zanimivo, pa kar pa strani EU jaz sem ali pogrešala, ali pa nisem dosti slišala na to temo, dostikrat je rekla, da je čas, da se neha igrati, ne vem, ene nežnice EU zadaj, ampak da je treba, glede na to, kdo so nasprotniki, udariti po mizi, oštrejati in tudi na način, mogoče na kjer se drugi lotevajo Evropske unije. Saj to je sem to je bilo ful. moje vprašanje in je dosti na hitro, brez razmisleka rekla, da definitivno je treba dati tiste rokavice gor in točno nazaj. Ja, to nič, mislim, ni več tiste, vsaj z njeni strani, tiste neke diplomatskosti EU, bomo pa skupno, pa bomo se nazaj postavili, pa čakali. Pa tako. Ne. Pa, Nataša, če imaš Ja, sej. Trumpa, če imaš Ja, Erdogana, Lej, če imaš meni se zdi, da bi Putina. to bilo že prej saj, bilo ampak, a treba. veš, Ne? spet, Ni bilo. a je to kvalitativni preskok, a je to kao, dajmo zdaj tako probati, pa če ne rata, gremo nazaj na Lej, preverjanje. tvoja Moldavija je bila že Ja. tak primer, ki kaže, ok, malo drugače se bomo Ja. igrali. Fair. Kaj še kaj? Tacga. Ja, tako malo smo se sicer potipali, ne, okoli te nacionalnih Aha. tehle, ne, pa ne vem, se mi zdelo, da je zelo, kako se temu reče,
zvito ali pa učinkovito se je v širokem loku ognila že sam namigovan na notranje politična Ja, razmerja. ja. Sej, okay, po eni strani ne sme, po drugi strani pa, a je kdo pomislil, se je kdo ukvarjal z vprašanjem, kaj bo Marta Kos počela potem, 2027. ali pa 2, kaj, plus mislim, 5, ne? Prvo leto ima, še 4 leta ima komisarijata, Ja, pa lej, a veš, kot ti rada rečeš, ne, pač kampanja, pri ameriških volitvah, Ja, kampanja za naslednji mandat se začne z prvim letom prvega, ne? ja, samo to je tako po moje še kar A mislite, da bi ona lahko ostala komisarka za karkoli že v naslednji komisiji? Veš, Ne bi bila, tako, ne bi ke- bila prva, ki bi se ji to zgodilo. Je pa odvisno od tega, kdo je na mestu predsednika. Seveda, ne. to se A bo veš. spremenilo še. Mi imamo naslednje leto volitve, pa pol v bistvu, ko Pa je so še en spet mandat, komisar, ja. še ene Mi smo volitve, imeli tako da Potočnika, ki je bil v 2 komisijah, ne, tako. prosti. ja. Ne vem, zdaj nimam več v glavi, a pod pa enim noben ali drug pod ni bil dvema. Ne, dvakrat, ampak a ja. pod enim ali pod dvema predsednikoma. To. Vsekakor so bili z leve strani, ko so določali, Ja. ko so zbirali. Ne, No, pa tako dobro, da- Potočnik je imel pa še ta renome pogajalca in On je tako dalje. bil- On je imel on pač... bil, ja, pogajalec on je Tako, bil. Ne, ja. tako. Tako da ne bi bila prva, ne. Je pa v Mislim, veliko prvi vprašajev. vrsti je odvisno, Ja. kako se tukaj karte premešajo. In A veš. spet, ne, a veš, recimo, če imamo desno-sredinskega premijera, ki reče, Marta, ne boš, ne, ali se mu potem spet zgodi, da dobi izzivalka na notranjem političnem parketu? Poglej, ona bi bila, če se kdajkoli za to odloči, še z CV-jem evropske komisarke, absolutno zelo močna kandidatka in zelo spretna. Ja. tako da, Za uho si zapišete tiste, ki boste kadrovali čez 4 leta. Ja, ja nič, to je to. Ne. To je to, ura je Hvala za spremljanje. minuto do. Pa do- povejte, če vam so odtele o dodatkih, kakšen se Ja. vam zdi ta dodatek. Tako. Ali ja, ali ne. Meni se Na- zdi pa super. to, Nataša je rekla, Ker zdaj bi drugače na v katero kavi o tem kamero govorili. moram gledati v tole. Nataša je rekla, ob 12. moramo biti konec z Tako. vsem. Ja. Ura je minuto do 12. Evo, in mi smo krasno. Evo, konec. z 35 vsem. minut, fertik. Hvala lepa za spremljanje ja. in gledanje.